Prvič v svojemu mandatu je v občini Bled obiskal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sestal se je z občani, ki menijo, da so jim bile kršene pravice. Danes je prišlo na Bled 10 pobudnikov, ne zgolj iz občine Bled, ampak tudi iz drugih okoliških občin. Predstavili so svojo problematiko, največ pa se je gibalo okrog vprašanja sodnih odločitev, na katere seveda mi ne moremo vplivati in tudi ne želimo. To je posebna veja, samostojna veja oblasti. Mi lahko zgolj pomagamo ljudem, če so dolgotrajni postopki, da na to opozorimo sodišče. Potem smo se srečevali z medsosedskimi spori. Bili sta dve vprašanji v zvezi sodelovanja ali delovanja občine. O tem bomo občino tudi pisno povprašali, kajti vedno naredimo tako, da povprašamo tudi potencialnega kršitelja za njegovo stališče in potem odločimo o tem, ali so bile človeku kršene pravice ali ne. Srečali smo se tudi dvakrat z dvema pobudnikoma različno, kar se tiče problematike osebne asistence, ki očitno postaja pereč problem. Tako da je bilo, moram reči, zelo pisna druščina pobudnikov, vendar pa vseeno teme niso odstopili tistih klasičnih tem, s katerimi se srečujemo po slovenskih občinah. Obiskal je tudi osnovno šolo profesorja dr. Josipa Plemna ter se sestal z vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva magistrom Primožem Lahom. Moram reči, da sem bil z obema obiskoma zelo zadovoljen in da smo imeli prav informativno srečanje, kjer smo se spoznali tako šola kot inšpektorat z delom varuha in pa mi z njihovim delom. Moram reči, da smo na šoli že naredili tudi nekaj koristnih in pa konkretnih korakov, ko smo jim predstavili zagovorništvo otroka, ki je posebna enota pri varuhu človekovih pravic, in smo že dogovorili neke skupne korake. Peter Svetina nam pove, kako lahko stopimo v stik z institucijo, ko ta ne deluje zunaj sedeža. Pobudniki lahko stopijo v stik z nami na vse možne načine, ki si jih izberejo, se pravi, naj si bo to klic po telefonu, naj si bo to pisno z običajno pošto, po navadni pošti, klasični, elektronskim sporočilom, brezplačna telefonska številka, osebnim obiskom pri nas na sedežu varuha. Seveda imamo glede na zakonodajo tudi obrazec za izpolnitev pobude, ki mora vsebovati določene podatke, potem priloge k temu, ker ne moremo odločati brez tega, da bi poznali dejstva. Potem pobudnike pozovemo, recimo, da tudi dopolnijo vlogo, to morajo narediti, drugače mi smatramo, da vloge niso, da se je zadeva uredila in da ne potrebujejo več našega posredovanja. Obravnavamo, poprašamo, kot sem rekel, nasprotno stran, da se opredeli do tega in potem ocenimo, ali so bile človekove pravice nekemu človeku kršene ali ne. S poslovanjem zunaj sedeža se skuša institucija Varuh človekovih pravic Republike Slovenije približati tistim, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic potrebovali pomoč.